Oče, prosimo te za blagoslov tvojega svetega duha, naj bo govorenje v prazno, ampak naj nahrani duše vsakega, ki je sedaj pred ekranom. V Jezusovem imenu prosimo, amen. 22. navadna nedelja s svojim berilom mi darujemo sveto daritev Jezusa Kristusa nebeškemu Očetu. In prvo berilo je bilo iz Sirahove knjige, ki jo posebej priporočam. Izredno preprosta, lepa, bogata knjiga Siraha. Sirah, ki je bila v začetku v grščini, pa so jo potem Judje vrgli iz seznama svetih knjig, iz svetega pisma ven. Sedaj so pa našli v grščini, pred 15 leti, so pa našli v hebrejščini to knjigo, ki bi potem po teh kriterijih morala biti v seznamu svetopisemskih knjig, je pa seveda bila vedno v krščanskem seznamu svetopisemskih knjig, tudi v judovskem do leta 100 in pa do današnjega dne v našem svetem pismu. Sirah, modrec za življenje. Preprosto in globoka modrost Siraha, ki pravi, da naj bomo ponižni. Prvo berilo, ponižni, priljubljenje pri ljudeh. Tisti, ki je ponižen, tisti, ki se ne povišuje. Vemo, kako je to, če nekdo pride v neko družbo, v neko okolje in se tam povišuje nad nas, nad druge. Noben ga nima rad, ker ne zna biti obziren. Rad bi samo nekaj komandiral, pa vodil. To je nemogoče s takim človekom. Zato pravi danes modri Sirah iz Stare zaveze, bodi ponižen. Kaj pomeni to ponižen? To, da upoštevaš ljudi, da upoštevaš Boga, upoštevaš resnico o samem sebi. Nisi taki svetnik, kot misliš, da si. Zato pravi, za naduteževo rano ni zdravila. Nekdo, ki je nadut, nekaj visoko mišljenje, druge ponižuje. Ni zdravila za takega človeka. In to so potrebovali tudi duhovni očetje v knjigah, v duhovni zgodovini, ki je zbrana v naših asketikah, se pravi duhovnih zgodovina znanja, se je zbrala pravi tam za napuh ni zdravila. Se pravi, da je najtežje se reši tisti, ki je napuhnjen. On mora se ponižati ali pa da ga stre Bog s trpljenjem, da reši vsaj njegovo dušo. Torej, za naduteževo rano ni zdravila in spomnim se, kako je ena žena prišla na neke pogovore k meni. Je bila pa polna sama sebe v nekem krznu, v verižicah, v zlatu, z 1000 kolonskimi našpricana. In je potem govorila samo o sebi, kako je ona velika, kako je ona. In ko je odšla, je kar iz mene zavrelo ven, rekel, za to ženo ni rešitve. Ni rešitve, dokler ne gremo na področje resnice. Tako dosti kot duhovniki pri spovedi naletijo na ljudi, ki se samo hvalijo pri spovedi. In potem, ko preneha hvalo, sem včasih rekel, kaj pa grehi? Eden je celo odgovoril, to pa ne, jaz pa ne grešim. Kakšna zmeda v glavi, v duhu, v srcu, v tem kristjanu. Zakaj prideš sploh spovedi? Iz navade. Navada v spovedi pri krščanskem življenju je pogubna, vodite v pekel. Kadar ostane samo navada. Prideš spovedi, ja, greho tak nimam, pa za veliko noč sem bil pri spovedi, lani ali kdaj. To je poguba, to gremo v pekel, vsi. Tudi duhovnik, če je takega človeka ne opozori. Eden je rekel, ja, pravi,
Sem rekel, je v redu, zdaj, če je tale nek človek vam storil toliko zlega, morate se pa truditi, da mu odpustili. Rekel, kaj, da bi jaz tej barabi odpustil? Nismo sploh kristjani. Če nismo kristjani, gremo v pekel. Hudič vlada nad našim življenjem, če tudi hodimo k sveti maši. Zato je navadna tradicija brez jaza, brez resnice, brez pravega kesanja, brez uvida situacije. Modri nas učijo, kot je modri sirah, kakšni naj bomo. Tako v psalmu govori, kako se pravični veselijo Božje pomoči, da on je pripravil rešitelj ubožcu. Ali je res? Ne, Bog ne pripravlja rešitev ali da je dom ubožcu. Ne, samo tistemu, ki njega priznava, ki priznava Boga, njegove zapovedi, samo temu ubožcu on je rešitev. Ne vsem ubogim, ne vsem, ki karkoli delajo in trpijo zaradi tudi mnogih svojih neumnosti ali pa zaradi zla, kakorkoli. On jim trka na srce, da bi jih lahko rešil. Tisti, ki pa priznava Boga, se trudi, da živi odnos z njim, tisti pa bo rešen. Zato psalm ni samo neka avtomatika. Tega ni. Bog je dober Bog in ni samo Bog, ampak je celo Oče, pravi Jezus. On je Oče, on nas ljubi z neskončno ljubeznijo. Zato lahko pomaga tudi tistim, ki odprejo svojo notranjost njemu. Tako iz pisma Hebrejcem pravi, vi pa ste se kot kristjani približali temu Bogu, temu živemu Bogu, temu izviru življenja. Vi kot kristjani, kot pravi kristjani, ste prenehali biti mrtvi, ampak ste prišli do srednika nove zaveze, do Jezusa Kristusa in do njegove krvi. Njegova kri, njegovo telo je gostija, o kateri govori Jezus v evangeliju. On je ta gostitelj, ker se ti moraš sesti na zadnjo mesto. Če bi si na navadni neki poroki vsedel na zadnjo mesto, pa bi pričakoval, da te bodo potem povzdignili, pa te bodo častili, je isto tako narobe. Ampak on je ta gostitelj, ki vabi bolnike, izgubljene, nesrečne na svojo gostijo. On jih vabi. To pravi, vsedi se na zadnjo mesto, kadar te pravi gostitelj povabi. To je Gospod Jezus Kristus. Zadnje mesto je to, da nimaš nekih zaslug, da nisi imeniten. Kako vemo, da nisi imeniten? Kako vem, da jaz nisem imeniten? Takrat, kadar se primerjam z Jezusom Kristusom, z njegovim učenjem, kadar se primerjam z Božjo besedo in seveda z Jezusom Kristusom, ki je prišel dopolniti staro zavezo. Takrat vidimo, da smo nič. Vidimo v našem srcu jezo, vidimo neobvladanost, vidimo nerazumevanje sploh stvari, ki jih oznanjamo oziroma ki bi jih naj vedeli kot kristjani. Mimogrede, niti 10 zapovedi ne znaš ponoviti. Pa ne 7 zakramentov, 6 resnic, osnove ne znaš. Pa bi rad bil, ne vem, veliki kristjan. Tako je ena zadnjič rekla, izpovedi, sem rekel, grešim. Pač tak grešim. Sem rekel, pa uno, pa to, ne, pač, da besedo, pa grešim. Rekel, gledajte, za duhovno rast vam dam to pa to, ne, da se tam pogledate nekaj v molitvenik, pa pravi, koliko raste. Sem rekel, duhovno raste. Ja, pravi, jaz sem duhovno visoko. Ne moreš biti kristjan, ker si izgubljen, kljub temu, da si taken. Mi smo se približali k temu očetu ljubezni. Približali smo se temu dobremu Jezusu Kristusu in moramo biti z njim, se lahko samo primerjam. Zase sem videl pred par leti, da nimam ljubezni do Boga, nimam ljubezni do ljudi, kaj pa še sploh imam?
neko vero, da je tisto pravo, ampak vztrajam na nekem razumevanju, neki globinski prepričanju, da je to tisto, kar bi naj bilo, ampak nimam ljubezni. V mojem srcu ni ljubezni, vemo, kaj je to ljubezen. V mojem srcu ni ljubezni do ljudi. Kaj delamo še? Mi smo na samem začetku, Bog se nas usmili. Pa ne samo mi, cerkev na nek način, pa mi kristjani, posameznik pa kristjani. Cerkvi zdaj mi molimo, naj nas Bog ne vpelje skušnjavo. Pa kakva neumnost je to? Bog nas ne vodi v skušnjavo. Pa molimo, zdrava Marija. Pa kakva neumnost je to? Kakšna zdrava Marija? Kaj pomeni zdrava? Cerkev smo na začetku. Svete Trojice globoko ne spoznavamo. Mi smo na začetku. Ne spoznamo osebno. Se prepiramo s tradicionalisti, tisti, ki bi radi zdaj staro sveto mašo, mi sledimo drugemu Vatikanskemu koncilu, je novi obred, in drugi so heretiki in podobno. Cerkev, mi kot kristjani smo na začetku. Bog se nas usmili, 2000 let po 2000 let krščanstva, Oče naša nimamo zmenjeno. Kaj delamo? Bog naj nam bo milostljiv. Tako osebno, kakor nam vsem, naši skupnosti. Kaj se dogaja? Cerkev umira. Na naših botrov je pač, kako bi rekel, več kot polovica nam ne daje, recimo, nekih darov. Zakaj? Ali so mrtvi, ali so mrtvi v duši, ali ne mislijo več tako. Kakorkoli upadamo, cerkev umira. Cerkev umira. 2 novomašnika letos. Cerkev umira. Mi smo na tisti poziciji, ko rečemo, Bog se je usmili mene, ubogega grešnika. Vse delam narobe. Bodi usmiljen v Jezusovem imenu, Oče. Amen.